Takole, drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v prvem, tretjem polčasu v letu 2017. Torej, obrnili bomo nov list v knjigi tele naše oddaje in zagotovo bo tudi v novem letu takšna, kot si jo želite. Tudi v tejle prvi bomo marsikaj zanimivega povedali, preleteli športne rezultate ter imeli dva središča. V prvem bomo gostili Hasana Ibrića, v drugem pa Boruta Kopa. Velja, da ostanite v naši družbi, uživajte in vse dobro. Košarkarji Tajfuna so v zaostali tekmi 11. kroga košarkarskega državnega prvenstva na gostovanju v Škofji Loki s 73-62 premagali domači LTH Kastings. Šentjurčani so se s 5. zmago prebili na 8. mesto prvenstvene lestvice, za 6. mestom, ki vodi še v ligo za prvaka, pa imajo trenutno 3 zmage zaostanka, a obenem imajo tekmo manj. Šentjurski košarkarji so v Škofji Loki potrdili vlogo favorita. Ob zmagi je največ točk dosegel Grant, ki se je ustavil pri 18, eno manj je prispeval Spicer. Kot tretji najboljši strelec Tajfuna je bil v Škofji Loki z 10 točkami Matic Maček. Ja, res bili smo v vlogi favorita, ampak mi smo se na to tekmo tudi pripravljali kot na vsako drugo tekmo. Vedeli smo, da bo težka tekma, boriti smo se mogli do zadnje 40 minut. Na našo srečo smo tudi neko prednost znali obdržati in si zasluženo zmagali to tekmo. Nekako to tekmo smo vzeli, tudi smo jo preučili in vzeli kot neka šola, da je treba, tudi če je na papirju slabši tekmec, vsako tekmo iti 100% in tako treba tudi vsako tekmo zmagati. Šentjurski košarkarji so trenutno na 9. mestu lestvice. Na 11 tekmah so vpisali 5 zmag in 6 porazov, imajo tekmo manj, skupno pa 16 točk. Za 6. mestom, ki še pelje v ligo za prvaka, trenutno zaostajajo za 3 zmage. Vsaka zmaga bo dobrodošla, mi bomo naredili vse, da probamo vsako tekmo dobiti oziroma biti čim bliže tekmecu. Odkar je prišel nov trener Jurica Golemac, se igra zelo dobra košarka, tako da tudi ne dvomimo, da zmag ne bo. Šentjurčani še imajo možnosti za uvrstitev v ligo za prvaka, pred sabo pa zelo natrpan urnik. Sprva bodo gostovali v Kopru pri Primorski, potem v Hruševec prihaja Laški Zlatorog, kot tretja tekma nova zahtevna gostovanje v Rogaški Slatini. Ja, razpored za 3 tedne imamo res zelo naporen, ampak mi gremo step by step, se pravi korak za korakom. Najprej nas čaka Primorska, imamo dovolj časa, da se za to tekmo pripravimo. Vsekakor ta zmaga bi nas nekako motivacijsko dvignila, tako da imamo potem proti Laškim in proti Rogaški odigramo res zelo sproščeno in tudi mislim, da je Laško in Rogaška sta premagljiva. Vaš trener je zdaj v Hruševcu že kar nekaj časa in zdi se, da se iz tedna v teden bolj uigravate, torej čas je bil nekako na vaši strani, ni bilo še nič izgubljenega, zdaj pa verjetno želja, da le še dvignete iz tekme v tekmo svojo formo. Vsekakor, odkar je prišel nov trener, smo s časom, rabili smo seveda čas, da smo se spoznali, uigrali in sedaj imamo nekako dovolj časa, da tudi se pripravimo za tekmo s Primorsko, jo probamo zmagati. Vsekakor forme se dvigujejo, včasih padajo, včasih se višajo in tako upam, da bomo vsi na tekmi s Primorsko v dobri formi, da to tekmo zmagamo. Tajfun bo v Kopru pri Primorski gostoval v nedeljo. V moškem in ženskem rokometnem državnem prvenstvu je trenutno premor. Moški bodo s prvenstvom nadaljevali po zaključnem svetovnem prvenstvu v Franciji, dekleta pa bodo prve tekme v novem letu odigrale 18. januarja. Po božično-novoletnih praznikih so s pripravami na drugi del sezone začele tudi rokometašice Celje Celjskih Mesnin. Varovanke trenerja Sebastiana Oblaka se v miru pripravljajo na nadaljevanje sezone, v katerem želijo biti še boljše. Premor je sicer tudi njim več kot koristil. Jaz moram reči, da smo včeraj začeli s pripravami na novi del. Res, da začeli smo zdaj 3. januarja, 18. se začne, s tem, da smo pa res imeli v decembru malo več prostora, malo več časa, tako da smo takrat
delali neke novitete, malo smo se uigravali, tako da zdaj še naredimo nekaj na kondiciji, potem zadnji teden pred prvenstvom pa bomo začeli uigravati in pripravljati na Ajdovščino. Vi imate kar težavo, poškodovali ste se koleno, vas bo kaj to oviralo, verjetno malce vendarle pri samih treningih? Ja, sigurno, predvsem zdaj od začetka, vidite, da sem še na berglih, ampak imam tu Dejana Anderluha, Milovana Tomiča, ki mi res pomagata, dogovorimo se skupaj, kaj bomo delali, zdaj prvih 5 dni bo tak, večinoma kondicijska priprava, tudi če bi bil zdrav, bi to vodil Dejan Anderluh, tako da mislim, da jaz upam, da bom tudi jaz dober do takrat, ko bo treba uigravati in pripravljati ekipo za naslednje tekme. Pred nadaljevanjem prvenstva celjske rokometašice zasedajo 6. mesto, izkupiček 4 zmage in 4 porazi. Jaz moram reči, da je liga letos kar močnejša, da se vidi, da je kar nekaj ekip boljših so se ojačali. Mi pa, se veste, nov način dela, rabimo se še malo spoznati, ampak mislim, da smo na dobri poti, punce pridno trenirajo, res moram jih pohvaliti. Da zdaj redno hodijo vse na treninge in to se bo sigurno poznalo. Mogoče ne še čisto takoj, ampak s časoma bo sigurno prišli tudi dobri rezultati. Kot prvi obračun bo sledil obračun z venomer neugodno Ajdovščino, ki je trenutno na 3. mestu lestvice. Ajdovščina se je res dobro ukrepila, dobila to Zulič s Krima, prišla je v Evropi naprej, ekipa je res, moram reči, da že 2-3 leta se gradi. Ampak gledajte, mi v Celju, tako sem rekel, ko sem prišel v Celju bomo težko dajali točke in mi bomo vse naredili, da se bomo za to tekmo dobro pripravili in če bo le manjška priložnosti, bomo to tekmo probali dobiti. Želje do konca sezone? Gledajte, želje moje ostajajo vedno iste, ne pomeni biti čim bolj pod vrhom, ali bo to zdaj 3., 2. ali bo to 4. mesto ali 5. Se pravim, probali bomo zmagati čim več tekem, se pripraviti na vsakega nasprotnika in jaz upam, da nam bo to prineslo visoko mesto. Po srečanju z Ajdovščino bodo Celjanke gostovale pri zasedbi Ljubljane. Selektor slovenske članske rokometne reprezentance Veselin Vujović je objavil dokončen seznam 17 potnikov za svetovno prvenstvo v Franciji. Na njem je 6 članov Celja Pivovarne Laško, Blaž Janc, Vid Poteko, Tilen Kodrin, Miha Zarabec, Borut Mačkovšek in Urban Lesjak. David Razgor se bo priključil soigralcem v celjskem kolektivu in čakal na morebiten dodaten vpoklic kot rezerva. Zaradi reprezentančnega premora pa v celjskem taboru ni dolg čas. Za popestritev je poskrbel kapetan Luka Žvižej, ki se je udeležil treninga celjskih hokejistov. Selektor slovenske rokometne reprezentance je objavil dokončen seznam 17 potnikov za svetovno prvenstvo v Franciji. Na njem je 6 članov Celja Pivovarne Laško. To so Blaž Janc, Vid Poteko, Tilen Kodrin, Miha Zarabec, Borut Mačkovšek in Urban Lesjak. David Razgor se bo priključil soigralcem v celjskem kolektivu in čakal na morebiten vpoklic kot rezerva. Zaradi reprezentančnega premora pa v celjskem taboru ni prav nič dolg čas. Za popestritev je poskrbel kapetan Luka Žvižej, ki se je aktivno udeležil treninga s celjskimi hokejisti. Za kapetanom celjskih rokometašev je odličen mesec, saj je bil izbran v idealno postavo Seha lige za mesec december. Rekorder po številu nastopov in doseženih golov za reprezentanco je sedaj izpolnil tudi dolgoletno željo, da bi se preizkusil tudi na nekoliko drugačni podlagi. Ja, na ledu se počutim enkratno. Po dolgem času sem zopet v tele odpravi s vsemi ščitniki. Zdaj, da ne bodo mislili, da sem jaz to kdaj treniral ali karkoli, nisem. Veliko od manjši smo se drsali, vedno smo pa imeli radi hokej. In pred parimi leti sem sicer z celjskimi veterani že tule odigral eno srečanje. Ampak zdaj pa glede na to, da imamo mi pauzo in da so Celjani pred prvo tekmo v letošnjem letu 2017, sem nekako se odločil, da jih prijem malo pogledati, da vidim, kaj naši plebi delajo. Pridni so, nabriti in jaz verjamem, da jim bom jaz danes malo pomagal, če ne druga s kako spodbudno besedo ali pa z malo smeha na ledu, da bojo bolj sproščeni in da bojo v soboto otvorili letošnje leto zmago. V mestnem parku se bo srečanje z Mariborčani začelo ob 18. uri.
Kako pomemben je sploh faktor sproščenosti pri športnikih? Treningi so naporni, težki, tekme, potovanja, vsega je dosti, veselja, žalosti in prav je, da smo nekako sproščeni v tisti pravi meri in pripravljeni za tiste hujše napore in pa strese, ki nas čakajo med samo sezono. Zato jaz mislim, da je tole vrejo, da pride kdaj kdo pogledati na kak trening, ki ni glih iz te stroke in da se, če ne druga, za trenutek malo pozabijo tiste napetosti in da se lahko tudi malo nasmejimo eni drugmu. Kako pa kapetan najtrofejnejšega kolektiva primerja rokometaše in hokejiste? Tu lahko vidite, da vsi ti fantje, ki imajo te velike ščitnike, so pod ščitniki ko kamen. To je pravi moški šport, tako kot rokomet, dosti je duela, hitra igra, zanimiva in meni je všeč. Spremljam tudi vse, bi rekel, ekipe, tudi posebej reprezentanco, nekatere te glavne zvezdnike sem tudi spoznal, ampak prav pa je, da pridem v tole celjsko ledeno dvorano in da v bistvu se s fanti malo podružim, jih tudi spoznam preko, bi rekel, preko čelade in da jim zaželim vse najboljše in verjamem, da to ni zadnje naše snidenje. Ali lahko torej pričakujemo še več rokometašev na drsalkah? Bila je že ideja, da pridemo vsi skupaj, ampak enostavno termini se nam poklopijo in težko je to sredi sezone narediti. Vemo, da vsi nismo najboljši drsalci, da je rizik kar visok in si nekako ne moremo privoščiti, da bi sredi tekmovalne sezone prišli na led in drsali. Bomo pa z veseljem povabili hokejiste, da se nam pridružijo kdaj mogoče na parketu, da se sprobajo tudi z rokometno žogo, če ne drugega pa bomo odigrali en nogomet ali pa se potem še kaj obrnili na žaru in se podružili, kar je pa v bistvu glavni namen in lepo bi bilo, da se vsi celjski športniki takole večkrat podružimo in dobimo in izkoristimo, si izmenjamo razne stvari in konec koncev mi smo tisti, ki skrbimo, da bojo dvorane polne, za katerih tudi mlajši so čim več v dvoranah, na drsališčih, na stezah, kjerkoli pač, da se ukvarjajo športom in mi smo tisti, ki zabavamo vse Celjane, ki pridejo nas gledati in pa konec koncev tudi navijati za nas. Poleg našega sogovornika sta bila v postavo Seha lige za december iz celjskega kluba izbrana še Blaž Janc in trener Branko Tamše. Kako na to gleda kapetan? S prvim delom sezone smo lahko zadovoljni, v Seha ligi nam gre dobro, imamo aktiven rezultat tudi v Ligi prvakov. To, kar smo v zadnjem mesecu naredili, je res bil lep rezultat. Odigrali smo pač na takem nivoju, kot si sami najbolj želimo. Zmagali smo tiste tekme, ki jih je bilo potrebno zmagati. Še vedno smo na dobri poti, tudi do Final Foura. Vse, kar pa pride s tem, razne nagrade in vse to, je sigurno ena popotnica lepa za naprej oziroma neka nagrada za tisto, kar smo naredili, ampak vemo, da se prave tekme še začenjajo in da je do konca še pol sezone in od tu naprej bo treba delati, tako da jaz verjamem, da bomo tudi letos ustvarili vse tiste cilje, ki smo si jih zadali. Dodajmo, da bo slovenska reprezentanca prvo tekmo v skupini B v Mecu igrala v četrtek 12. januarja in sicer proti Angoli. Jaz upam, da nam uspe nek dober rezultat na svetovnem prvenstvu. Bomo šli tekmo po tekmo in bomo videli, kje bomo na koncu pristali. Pričakujem od sebe, da bom pokazal tisto, kar znam, napredoval se, dokazoval selektorju, vsem. Res je, da sem bil nekaj tednov poškodovan, ampak zdaj sem se vrnil, že 2 tedna dobro treniram, tako da zdaj bomo šli korak po koraku, tako da jaz mislim, da bo vse v redu na koncu. Pivovari bodo naslednjo tekmo igrali 4. februarja, ko bo v Zlatorogu gostoval beloruski Meškov. Takole lepo pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. Za začetek bomo govorili o celjskih športnikih, športnicah, kaj so dosegli v preteklem letu, s kakšnimi dosežki se lahko pohvalijo, kajti kaj kmalu bomo tudi izbirali in pa na svečani
prireditvi bo vse jasno, kdo bo športnik oziroma športnica Celja. Ta prireditev bo konec meseca, ampak počasi. V našem studiu gostimo sekretarja na Športni zvezi Celje, Hasana Ibriča. Pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vam. Se pravi, tudi prejšnje leto je bilo bogato, če lahko tako rečemo, za celjske športnike. Spet precej lepih dosežkov in pa konkurenca je, kot kaže, čezdalje večja. Ja, seveda, če pogledamo samo dosežke z olimpijskih iger, zlato pa bron, judoisk Tini Trstenjak pa Ane-Marie Velenšek, vidimo, da nekako celjski šport gre res v pravo smer. Zdaj imamo tu še atlete, ki so tudi bili udeleženci olimpijskih iger, sicer brez tistih zlatnih dosežkov, ampak vseeno se kaže neki trend rasti pozitivni, da tudi drugi športi pridejo v mednarodne vode. Tam smo še jiu-jitsu, če omenimo, zlata kolajna, Benota z svetovnega prvenstva, pa še rokometaši, državni prvaki, košarkašice, mladinke in članice. Tako da res, če pogledamo pa še mladi športnike, lansko leto so bile mednarodne igre šolarjev v Tajpeju in smo tudi od tam odnesli v rokometu eno zlato kolajno, pa 2 bronasti. Zlata je bila v rokometu, 2 bronasti v tekvandoju. Leto so te igre predvidene v Rigi, v Latviji, kao u nas mestu, kjer bo tudi zastopalo mesto Celje okrog 20 mladih športnikov. Se pravi, tudi ti mladi dajo veselje in se vidi, da se lahko računa na njih. Seveda, te mednarodne igre šolarje so nekako stalnica, ker od tam so zrasli marsikateri športniki, ekipe, ker je nekako skozi tisto druženje mogoče neko pozitivno energijo, ker na enem mestu, da se zbereš 4 do 6 tisoč otrok in se potem tudi nekako lažje usmerijo v šport, vidijo nekaj v športu, neke pozitivne energije, pa tudi tistega mednarodnega povezovanja, druženja, kar je seveda za mlade zelo pomembno v današnjem svetu. Se pravi, če pa se malce vrnemo na članske športe v preteklem letu, torej olimpijski medalji, kar je bilo največ, kar se je dalo doseči. In ja, Celje nadaljuje s to tradicijo, torej iz olimpijskih iger v olimpijske igre. Tako je, če pogledamo zadnji trojne olimpijske igre, to se pravi od Pekinga, Londona, Rio de Janeira, Slovenija po 5 kolajn, eno olimpijske igre prej 4 kolajne. Mislim, da ta trend lahko ostane, ampak se bojim, da se ne razvadimo preveč, ker kolajna na olimpijskih igrah ni preprosto dosež, ker je konkurenca res ogromna in tudi vsi bi radi bili olimpijski zmagovalci. Če pogledamo pa druge države ogromno vlagajo, imajo več mogoče tiste izbire, večjo zaledje in športnikov in prebivalcev, tako da imajo odkud črpati. Slovenci smo res mal narod, 2 milijona, ampak smo glede na uspešnost res v svetovnem vrhu. In torej, če ste dejali, da je resnično lepo oziroma ni dobro, da se navadimo, kajti je resnično lahko se potem kar naenkrat ustavi. Ampak Marjan Fabijan vsaj zaenkrat skrbi, da nas razveseljuje in verjetno je tudi mesto Celje in vsi vi in mi ponosni nanj, kajti pripeljati iz vsakih olimpijskih iger medaljo, to pa je izjemen dosežek. Ja, Marjan je najdel en dober model za zagotavljanje dobrih rezultatov, to se pravi dobrih treningov, pa tudi ne da se zmotiti v svojih delih in to je edino prav, kar lahko trenerji in športniki počnejo. Zdaj, vse je odvisno tudi seveda od tiste generacije, jaz pravim, izvleči par žlahtnih cvetov iz določene generacije je zelo težko. Fabijanu to uspeva in tu mu moramo vsi priznati vsakemu čast, tudi na svetovni ravni mu dajo priznanja, ker narediti olimpijske prvake je res impozantno. In jaz upam, da tudi naslednje olimpijske igre v Tokiju
tam imamo še odprto še eno borilno veščino, karate je postal olimpijski šport, pa v tekvandoju imamo, tako da lahko se pričakuje kakšna medalja iz borilnih športov. Seveda so pa tu še ekipni športi, jaz še vedno upam na rokometaše, mogoče tudi kakšna kolajna v atletiki, vidim, da so našli neke dobre smernice, dobro načrtovano delo, tako da iz tega vidika se zna kaj zgoditi. Prav to sem želel vprašati, celjski atleti se v zadnjih 2-3 sezonah pošteno dvigujejo in resnično je lepo zavideti, ko dihajo za eno in je spet tisti pravi koncept, da se dela tako, kot se mora. Seveda, tu je nekaj zelo dobrih športnikov, če omenimo Renerja, potem Janežiča, 400 metrov, pa tudi suvanje krog, retroskok. Imamo do športnikov, mogoče manjka samo tista glazura, ker določeni športi so za nas nedosegljivi. Rečemo šprinti, to je v domenu drugih držav, ker tudi gensko pogojeno nismo šprinterski narod, ampak v teh disciplinah, kot je skok v palci, ne vem, troskok, skok v daljino, potem teki od 200-400 metrov, tu bi se mogoče še dalo kaj narediti. Samo treba načrtovano delo, pa seveda vzeti tudi od drugih športov neke dobre stvari, ki mogoče bodo zagotovile uspeh. In očitno atleti delajo v tej smeri, ker tudi po uspehi vidimo, da se spet ta lestvica dviguje na pozitivno raven. No in prej ste že dejali na splošno, državni prvaki, celjski rokometaši pa košarkarice, nekako so nas oni razvadili tudi tako, da gre po istem scenariju iz sezone v sezono. Resnično super uspehi, navsezadnje pa težko je držati vse skozi takšen nivo, kar je spoštovanja vredno. Seveda, če to komentiram kot športnik, priti na vrh je težko, ostati na vrhu je pa še težje, ker vsi hočejo, da premagajo najboljšega in to je normalno. In zdaj, če gledamo celjski rokomet, načrtno delo od mladih selekcij naprej zagotavlja te uspehe in seveda zadnja leta se veliko koristijo tiste športnike, ki jih sami vzgajajo in to je pozitivna smer in mogoče mali izmenjave, to se pravi tisti mednarodni izkušnji, zna prinesti Celjanom še naslednjih par sezon ta trend, da ostanejo na samem vrhu. Enako velja za košarko, ker ženska košarka je najda nek dober smer, dober veter imajo tudi v trenerskem kadru, tako da zna se zagotoviti tudi v naslednjih letih ena pozitivna energija in obstanek na vrhu. No, človek bi se potem vprašal, kaj bi šele bilo, če ne bi bilo te finančne krize. Klubi bi lahko še lažje dihali in še bolje bi se lahko delalo. Veste, to je, včasih je, ta finančna sredstva so, dobro je, da so zagotovljena, ker se da delati in se lahko tudi vlaga v razvoj, vlaga se v mlade selekcije, vlaga se v kader, to se pravi, koristi se tiste tehnologije, ki so nujno potrebne tudi za spremljanje športnikov, to se pravi, da se odpravijo še tiste napake ali nejasnosti v samem razvoju ali mogoče v kakšni, pa tudi strukturne spremembe znotraj klubov. Zdaj pa v klubih veliko še obstaja teh, jaz pravim, starejših generacij, ki dosti dela volontersko. Zdaj, a bo pri mladih obstalo to bomo videli, jaz upam, da, ker brez tega kadra, to se pravi volonterskega kadra, pa te stroke, bo težko zagotavljati take rezultate. Upajmo, da bo tudi v prihodnje vse dobro. Vi pa takole proti koncu meseca, ko bo šlo, boste vse bolj imeli natančno statistiko preteklega leta, kajti kot že rečeno, konec meseca januarja se obeta tale spet prijetna prireditev. Verjetno se že pripravljate. Seveda, priprave so v polnem teku, rezultati so že zbrani, potekajo že zdaj zadnje koordinacije, komisije delajo na polno, usklajujejo te podatke s klubi in tudi v naslednjem tednu bo veliko znanega, to se pravi od samih, koliko je dobitnikov teh priznanj glede na pretekla leta, kdo so tisti nominiranci, kar bo šlo tudi po glasovanju okrog.
po klubih in po širši javnosti, tako da pričakujemo do 17. januarja, da bomo imeli že eno lepo sliko, konkretno z rezultati, z izhodišči za športnika leta. Potem pa ostane seveda na širši javnosti glasovanje, ki ne more biti, ne znamo ga predvideti. Pri ženskah se skoraj ve, če gledamo rezultatsko, pri moških je pa še odprto vse. In rezultatov dobrih, kot že rečeno, spet precej. Če bi primerjali leto 2016, 15, 14, ste že kaj gledali, je veliko več boljših rezultatov oziroma so si podobni? Trend teh rezultatov, največji rezultati glede samega celjskega športa pa podeljenih priznanj je bilo 2014. Potem je nekako se umirja, padlo je 2015 za 15%, 2016 bo verjetno tam nekje okrog 9% paca. Ampak to ni tako alarmantno, ker imamo še eno prireditev, to je prireditev Mladi športnik leta junija meseca, ki ga organiziramo skupaj z osnovnimi šolami in tam se potem nekako izravna to število priznanj, ker tu podeljujemo priznanja za mladinske pa članske selekcije, na mladim športniku pa za vse ostale, to se pravi osnovnošolske pa do 15. leta starosti. No in verjetno ne bi bilo nič narobe, če bi letos bil najšportnik pa najšportnici Celja. Dajmo se presenetiti. Imamo pa še ekipe. Imate pa še ekipe? Seveda. To se pravi najboljša ekipa, moška pa ženska, zdaj tam je tudi boj odprt. Imamo košarkarice, imamo plesne skupine, plesnega vala in v ženski in moški konkurenci. In seveda zdaj je odvisno, kako bodo strokovnjaki prepoznali te rezultate, ko bodo glasovali. Tina torej tukaj izstopa, potem je za njo Anne-Marie. Športnico bi lahko že takole v mislih imeli? Ja, Tina je res, glede na lanskoletne dosežke, številka ena ne samo pri nas, ampak tudi na svetovni ravni gledano, tako da z njo se ne da primerjati. Nažal ta čas ne, ker najboljša judoistka tudi na svetovni ravni to ni kar tako. To se pravi, želja marsikaterega športnika je, da pride na ta tron in ona verjetno bo ostala še naslednje leto, vsaj upamo. Tako, tudi mi, tako upamo. Morda za konec nasplošno, kakšno je stanje po celjskem v športih, v samih klubih, pri samih posameznikih, kot so že dejala, dobro se dela v tem trenutku. Dobro se dela, edino mogoče tista manjka nam neka nacionalna ali pa lokalna strategija glede razvoja teh športov, ker vemo, nekateri klubi so prebukirani s temi otroci, ko imajo dostope do vseh teh otrok ali potom medijev ali potom drugih struktur. In niso vsi, jaz pravim, nogometaši niso vsi, rokometaši niso vsi borilci, vedno treba poiskati tiste dobre lastnosti vsakega posameznika skozi strokovno pogled, meritve se da ugotoviti, kam sodi v kak šport in če bi načrtovanje se začelo izvajati v taki meri, jaz verjamem, da bi v Celju imeli še več dobrih rezultatov in več olimpijskih kolajn kot doslej. Kaj pa infrastruktura? Ja, celjska infrastruktura sodi sam slovenski vrh. Mi imamo objekte, sicer te objekte treba vzdrževati, to je pa res dokaj zahteven zalogaj tudi za občino, tako da upamo, da se bo kaj spremenilo tudi na državni ravni glede teh objektov, da se dajo vzdrževati, da se vse koristijo in da so še bolj izkoriščeni. To se pravi, načrtovanje, to je pogoj za dobro delo. Točno tako, Hasan Hibrić, za konec morda le še povabilo k koncu meseca, tudi na naši televiziji bo prenos, tako da bodo prišli gledalci na svoj račun. Seveda, tudi z vsebino programa, ker spet bomo ponujali domače izvajalce, tako da zanimiramo domače lokalno okolje in jaz upam, da bodo uživali v samem dogodku. Tisti pa športniki pa seveda ob
svojih rezultatih, da bodo še enkrat videni, da jih javnost prepozna, da so nekaj dobrega naredili za lokalno okolje. Točno tako, najlepša hvala, vse dobro ob sami izpeljavi prireditve in pa hvala za obisk. Hvala tudi vam. Tako, to je bil torej Hasan Ibrić, po oglasih pa nadaljujemo z drugim središčem. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19.990 evrov. Hyundai. Ta vikend očistite svoje telo z vročo limonado. Limono narežete na kolobarje in položite v vrč. Dodajte ingver in limonin sok ter prelijete z vročo vodo. Dodajte še žličko kurkume in sladkajte z medom. Za oblizniti dobro. Yummy. Več na tuš.si. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lourdes. Oda. Le voda. Čas je za užitek. Doživite ga z BMW serije 1 in BMW serije 2 Active Tourer z bogato opremo že od 20.900 evrov ali 279 evrov na mesec. BMW. Užitek v vožnji. Podjetje Sunless z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlessu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunless na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Avtohiša Drev iz Drešinje vasi v Petrovčah zdaj tudi z novim salonom v Celju. Obiščite jih na Ljubljanski cesti 37 pri AMZS. Z novim salonom so vam vozila znamke Seat tako še bliže. Obiščite jih in izkoristite še izjemno priložnost za nakup Seat vozil iz zaloge. Za vsa vozila, tako nova kot rabljena, nudijo ugodno financiranje.
Takole v drugem delu oddaje v središču pa bomo govorili o košarki, namreč Maribor bo gostil v nedeljo ženski All Stars. Zelo zanimivo bo tam, zato če imate čas, potem se odpeljite tja, predstavile se bodo vse najmlajše, od tistih najmlajših pa do najstarejših, najboljših košarkaric v Sloveniji. No in v studiu pozdravljam predsednika Združenja ženskih košarkarskih klubov, Boruta Kopa, pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, v nedeljo bo zelo živahno v Mariboru, All Stars bo izpeljan, tisti tradicionalni, če lahko rečemo, ampak dolgo se ni vedelo, ali bo ali ne, na koncu ste se zelo potrudili in kar je najbolj pomembno, verjetno predvsem potrudili za tiste najmlajše, ki si to zaslužijo. Ja, seveda, v lanskem letu oziroma v lanski sezoni je ta All Stars izpadel iz nekega programa. Moram priznati, da tudi letos ni bilo na krovni zvezi nekega prevelikega interesa, da se ta zadeva izpelje, pa vendar mislim, da vsi, ki delujemo v ženski košarki ali košarki na splošno, moramo imeti na nek način odgovornost in pa pravilen odnos do vseh, ki se trudijo, kar pomeni predvsem na te naše otroke, ki pridno trenirajo, se trudijo na samih treningih, da jim nek tak All Stars, ki je že nekoč bil, v preteklosti tudi omogočimo in da imajo priliko, da se na njem tudi predstavijo. Torej, v preteklih letih je vse skozi bil, potem pa v zadnjem letu vse skupaj nekako poniknilo. Zakaj je prišlo do tega? So tukaj le finančna sredstva ali ni bilo takšnega zanimanja za to sploh? Mislim, da ni tu, da finance zdaj v tem primeru niso bile vprašljive. Večji problem v lanski sezoni je bilo organizacija same prireditve. Mi smo se sicer v lanskem letu potem na samem združenju potrudili in izpeljali nek festival ženske košarke v poletnih mesecih. Letos smo se pač na združenju odločili, da je naša dolžnost, da tem otrokom omogočimo ta All Stars, ter seveda vsem ostalim dekletom, ki se trudijo v ženski košarki, in uspelo nam je, da ta All Stars v nedeljo gosti žensko košarkarsko društvo Maribor, ki v sodelovanju z Združenjem ženskih klubov in pa Košarkarsko zvezo Slovenijo izpelje ta projekt. No in verjetno je ta projekt kar velik zalogaj. Je kar velik zalogaj, namreč predstavlja se bojo dekleta nekje od starosti 12 let naprej. Vseh sodelujočih bo okrog 200 igralk in mislim, da bo zanimivo. Torej, še kako bo zagotovo zanimivo v nedeljo v Mariboru, torej tiste najmlajše, pa počasi do najstarejših, vrhunec bo popoldne. Za pričakovati je seveda lepo zanimanje, predvsem starši bodo tisti, ki bodo prišli vzpodbujati sorodniki, tiste najmlajše, ki na takšnem dnevu uživajo in pa nekako po drugi strani pokažejo, kaj so se naučile. Ja, sigurno ne. Otroci, ki pridno trenirajo, morajo imeti možnost, da se dokažejo tudi na eni taki revijalni tekmi, če hočete. Mislim, da je sam izbor vseh igralk bil korektno in pošteno narejen. Pravično so zastopani vsi klubi, ki delujejo v Sloveniji v ženski košarki. In prepričan sem, da bo prireditev odlično izpeljana. Nenazadnje je v nedeljo Maribor gosti tudi Zlato lisico, tako da se v Mariboru obeta nek tak res športni praznik. Kaj spremljevalnega programa oziroma verjetno kakšna popestritev še? Ja, sam dogodek se bo pričel ob 10:30 uri in se konča nekje za tekmo, ki bo ob 6. zvečer članska tekma. Skozi cel dan bojo razni spremljajoči dogodki, nenazadnje bo tudi VIP tekma, kjer bojo določene znane osebnosti tako iz športnega kot iz medijskega življenja in prepričan sem, da bo zelo pestro cel dan. Torej in še enkrat več kot precejšnje, dovolj veliko povabilo v Maribor, seveda pa tista tekma, ki je venomer v ospredju in pa pika na i, članska tekma, tokrat košarkarice razdeljene na vzhod in zahod. Ja, nekako se nam je zdelo smotrno in pa pametno, da razdelimo to tekmo oziroma igralke na vzhod in pa na zahod. Nenazadnje je vzhod predstavljajo ekipe Maribora, Celja, Konic, Janine.
na zahodu pa potem Triglav, Grosuplje, Ilirija, Ježica, Domžale. Na nek način so Trojane mejnik in če so že Trojane mejnik, potem smo se odločili, da naj bo to vzhod-zahod. Torej, pričakovati je, da bo ta tekma najbolj zanimiva, seveda nikoli se ne gre na teh obračunih na zmago, ampak če gledamo po drugi strani vzhod-zahod, na eni strani Atlet, na drugi strani Triglav, kljub vsemu tisto rivalstvo je in lahko pričakujemo še marsikaj zanimivega. Pa prepričan sem, da glede na to, kako so ekipe sestavljene, da tekma bo zanimiva, seveda je vse skupaj nekako v kontekstu druženja, zabave in pa seveda korektne predstavitve vsega, kar pač te košarkarice znajo in premorejo. Morda kaj nasplošno reči o teh klubih ženskih v Sloveniji v letošnji ligi, sezoni končno prva liga bi lahko dejali takšna, kot si zasluži biti? Mislim, da ja. Mislim, da je zdaj to, da smo te stvari na nek način postavili ponovno na noge, da je prva liga šteje 9 članov, da so tekme kvalitetne. Moramo se pa zavedati, da klubi, ki delujejo v ženski košarki in tekmujejo v prvi ligi, vsi zelo dobro delajo. Nenazadnje so tudi članice reprezentance, tako mlajših kot starejših starostnih kategorij, na nek način prisotne ali udeležene vseh klubov. To pomeni, da se v slovenskih košarkarskih klubih dela dobro. Dela se dobro, pa vendarle kakšni so časi, je težko preživeti? Preživeti je zelo težko. Sploh mogoče, če se navežem na to našo celjsko zgodbo, kjer smo nekako pred 4 leti resetirali kompletno zadevo, postavili, bom rekel, temeljev zadevo na novo, pritegnili v klub, kjer imamo približno 400 igralk teh mlajših starostnih kategorij, veliko število deklet, da se dejansko ukvarjamo za šolo košarke in za ves ta pogon, ki ni mali, je seveda potrebno veliko truda, da ga sploh obdržimo pri življenju. In če se dotaknemo ob tem še slovenske ženske košarkarske reprezentance, za njo so resnično odlični meseci, preboj na Evropsko prvenstvo, zadovoljstvo pa seveda precejšnje. Seveda smo vsi veseli in pa srečni, da nam je to uspelo. Nenazadnje si tudi mi v Celju, v ŽKK Atlet Celje, trudimo in prizadevamo, da bi na nek način Celje postalo in je postalo središče dogajanja v sami ženski košarki in sigurno z veseljem pričakujemo vse nadaljne aktivnosti, ki bojo pač vezane na te reprezentance. Sledi v prihodnje morda selitev iz dvorane gimnazije Center Celje v Golovec ali kaj podobnega? Kajti zdaj je bila resnično venomer nabito polna. Tako, zdaj, če čisto odkrito povem, si to v tem trenutku niti ne upamo, niti ne moremo privoščiti. Mi smo veseli in počaščeni, da lahko delujemo na gimnaziji Celje Center, kjer smo sedaj, tu se dobro počutimo, to je naša dvorana in to je naš dom. No in kar je najbolj pomembno je to, da ne govorimo o dvoranah, temveč da se ta dobra klima okrog reprezentance nadaljuje tudi v prihodnje. Jaz mislim, da strokovni štab, ki deluje v tej reprezentanci, kot sami veste, je sestavljen dejansko v večini iz članov našega kluba, da dela dobro, da so to ljudje, ki delajo v klubih skupaj, da se dobro poznajo, da se dobro počutijo in verjamem, da se bo ta zgodba nadaljevala naprej. Za celjskim klubom, kjer ste predsednik omenjenega prvoligaškega kluba, je zelo dober prvi del sezone, tako v državnem prvenstvu, tam ste na prvem mestu, pa v pokalu vam dobro kaže in pa v Jadranski ligi, kjer ste se uvrstili v drugi del. Kaj reči v teh prvih mesecih? Glede na samo stanje, ki je v klubu, mislim pa tu predvsem na samo zdravstveno stanje, pestijo nas namreč poškodbe, smo lahko zelo zadovoljni. Mi se nekako po tem novoletnem premoru sestavljamo skupaj. Ta preboj naprej seveda nam daje nov motiv, nov zagon, da bomo še bolje delali in seveda si želimo čim boljših rezultatov in pa nenazadnje tudi uvrstitev tako na mednarodni kot domači sceni. Če bi pokomentirala morda še Jadransko ligo, ki je sicer razvojna liga za vaš klub, odlično je priti v drugi del, kajti sledi novih
8 zahtevnih tekem, kjer se bodo košarkarice, predvsem te mlade, še veliko naučile. Je sigurno, zdaj ta mednarodna liga je, tako kot ste sam rekel, je razvojna liga. Ne nazadnje so vse košarkarice z področja držav, bivših skupnih držav, ki nekaj pomenijo tako v evropskem kot svetovnem in evropskem košarkarskem zemljevidu, izšle iz te lige in sigurno nam te tekme, ki jih sedaj pričakujemo in se bojo v januarju začele, dobro pridejo ravno zaradi tega, ker več, ko imamo močnejših tekm, tako potem se tudi, bom rekel, sami lahko bolje in kvalitetnejše razvijamo. No in želje do konca sezone so jasne, oziroma želite seveda obraniti naslov državnega prvaka, ampak letošnja sezona je nekaj posebnega. Triglav spet želi v sam vrh, tako da je zanimivo tekmovati. Ja, zdaj to s Triglavom se na nek način bojujemo že kar par let. V letošnji leti se je Triglav izredno pojačal, kar se tiče igralskega kadra. Mi seveda s temi financami, ki jih imamo v klubu, smo tu, kjer pač smo. Je pa res, da smo mladi, da imamo polno energije, da imamo neko svojo vizijo in svojo pot in trdno sem prepričan, da nam bo uspelo pripeljati naslov tako državnega kot pokalnega prvaka nazaj v Celje. In zakaj tudi ne se uvrstiti na zaključni turnir Jadranske lige? Tako kot ste rekel, zakaj ne? Mi bomo naredili vse, pa bomo potem na samem terenu videli, kakšna je situacija. Točno tako, verjetno pa največja želja v tem trenutku, predvsem zdravja, kajti košarkarice so bile pošteno poškodovane in pa tudi bolane okrog novega leta. Ja, seveda, mi smo že na zadnjo tekmo konec decembra v Podgorico šli izredno oslabljeni. Ne nazadnje smo v ekipi imeli 4 kadetinje, s katerimi smo zelo težko igrali proti tako renomiranemu tekmecu, kot je Budućnost iz Podgorice. Ampak kakorkoli, mi se bomo sestavili, mislim, da tudi naš support, kar se tiče teh poškodb, je izredno kvaliteten in pričakujem, da se bomo nekje do prvih tekm v mednarodni ligi toliko sestavili, da bomo lahko bolje in pa še kvalitetnejše odigrali. Točno tako, Borut Kop, morda za konec le še povabilo vsem tistim, ki ne vedo, kam bi se dali na mrzlo nedeljo. Pot proti Mariboru bo prijetna. Pot proti Mariboru bo prijetna, vsi vljudno vabljeni od 10:30 ure naprej v Mariborsko dvorano Tabor, kjer se nam obeta zelo lepa prireditev, to je ženski All Stars turnir, na katerega smo izredno ponosni in ki je edini All Stars turnir v letošnji sezoni, ki se bo v košarki pač izvedel, in to je ženski All Stars turnir. Tako, hvala za obisk, vse dobro in naj v nedeljo steče tako, kot mora. Hvala lepa. Tako, drage gledalke in gledalci, s tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo Tretji polčas. Hvala, ker ste bili z nami, seveda pa se spet vidimo prihodnji petek ob 20. na televiziji Celje. Vse dobro in lahko noč.